Moje pravljice so napisane zato, ker je pravljica se znašla v meni in je hotela ven. Tukaj gre za eno primarno ljubezen do pravljice, do zgodbe, do oseb, ki v teh pravljicah nastopajo, ki pridejo nekako skoraj same od sebe. Skoraj vedno so to živali. Skoraj nikoli ne nastopa konkreten otrok. In mojih pravljic se vedno drži ta starinski prizvok tam daleč nekje. Ne tukaj, temveč tam. Ne zdaj, temveč takrat. Konkretno prizorišče je gozd, nikdar mesto, nikdar blok, nikdar zelo redko kdaj dvorišče. Ponavadi je to tisti praprostor, gozd, reka, obala reke. Potem, kadar se v moji pravljici sproži smeh, takrat je to ponavadi smeh zaradi karikirane osebe. Ponavadi je to jazbec. Ponavadi je to jazbec, ki je za mene od nekdaj strašen misteriozna žival. Že zato, ker se jo ne da narisati. Jazbeca se narisati ne da. Pa tudi vaši ilustratorji tega ne poskušajo. Ne, poskušajo in pri jazbecu se vsak mu zatakne. Potem listajo po leksikonih in po internetu in iščejo. O miškah sem že toliko napisala, da že prav ni več, se ne spodobi več. Miška mi simbolizira nekaj ljubkega, malega, toplega, ki je ves čas ogroženo od mojih ljubljenih mačk, ki me pa tudi seveda dostikrat razjezijo, ravno zato, ker se ne morem sprijazniti s tem, da hrstajo koščice miši v mačjih zobeh. Ampak to je tisto, kar rečemo zakon narave in jaz seveda rečem mačku srovina, primitivc, morilc, vem pa, da nimam nobene pravice, da mu tako rečem.